Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in tudi danes odgovarjam na vprašanje ene druge gospe, ki ima kup težav. Mnogi se najdejo v življenju v nekem začaranem krogu, ko ena težava vodi v drugo in ta druga pokaže še luč na tretjo in enostavno se začnejo vrteti v nekih težavah in sploh ne vejo, kaj naj še pojejo, kaj naj še naredijo, da se rešijo težav. No, zdaj, če povzamem na hitro stanje gospe, začelo se je vnetim slepičem, operacija, slaba kri, tumor, spet operacija, težave z vidom, nizek pritisk, premalo kalija, premalo železa. In ko sem nekako izpisala njene težave, sem potegnila črto in prva stvar je kronična žalost. Kronična žalost, ki seveda, kako vem, da je kronična žalost, nizek pritisk je vedno povezan s kronično žalostjo. Iz mnogih preteklih življenj in enostavno oslabi delovanje timusa. Timus je povezan s srčno čakro, hkrati je pa povezan timus je povezan z imunskim sistemom. No in naslednja stvar, z imunskim sistemom je pa povezan tudi slepič in slepič ni tako brezvezna zadeva v našem telesu, ampak je inkubator dobrih bakterij. In vemo, da 70 do 80% celic imunskega sistema se dejansko nahaja točno pod sluznico črevesja. Tako da v glavnem zdaj, kaj bi bilo za narediti? Kako odstraniti celično žalost? Prva stvar je zdravilna molitev dekodiranja. To je prva stvar in dejansko bi bilo potrebno moliti na ta način. Se pravi, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčisti v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s celično žalostjo ali pa spominom moje duše na žalost. V glavnem, drugo čustvo, ki kaže, gospa tega, kar se ji dogaja, ne zmore dobro prebaviti in niti ne more tega dobro videti. Pač ne more tega gledati, kar se ji dogaja. Kaj bi bilo potem naprej za narediti? Se pravi, eno stvar je začeti prepoznavati svoja podzavestna prepričanja. To je odlična knjiga, Ko imajo čakre žur, pri srčni čakri je meditacija za čiščenje celične žalosti. Druga zadeva pa zdaj treba tehnično poskrbeti za telo, da mu pač damo dovolj kalija, železa, da pride do vezave, ne nazadnje, in da poskrbi za to, da se nizek pritisk kaže na pomanjkanje B-vitamina, pomanjkanje železa seveda kaže na to, da ima slabo kri, ampak ne samo slabo kri ali pa pomanjkanje železa, seveda tudi pomanjkanje C-vitamina, ker slaba kri je vedno povezana s pomanjkanjem B-vitamina, železa, bakra, C-vitamina. Tako da v glavnem, v tem primeru, kaj bi jaz naredila, če bi bila v koži te gospe, bi začela 2-krat na dan izvajati zdravilno molitev dekodiranja. In bi začela dejansko prepoznavati moje vzorce, zakaj sem potrebovala vnetje slepiča, zakaj potrebujem slabo kri oziroma kaj meni povzroča tako grozno žalost, zakaj potrebujem tumor, da mogoče ozavestim, ne vem, nekam oziroma sem nekam svojo bolečino shranila in po drugi strani, česa ne želim videti. Kaj je tisto, pred čemer bežim, in ponavadi to, pred čemer bežimo, je boleče. Boleče pa mogoče si ne moramo niti ali pa ne upamo priznati, ker so včasih lahko res grozne zadeve zadaj, mogoče celo, ne vem, spolne zlorabe in tako naprej. Pogosto so povezane tiste stvari, ki tako vztrajno bežimo pred njimi, in tudi ljudje, ki imajo depresijo, se pravi, imajo potrebo po tem, da pobegnejo pred težavami, da se skrijejo pred težavami in je bolj varno uiti v depresijo, ker tam je vseeno varno okolje, ker vseeno dobiš zdravila, kot pa se poglobiti v svoja boleča čustva, ker tam pa ni garancije, tam pa ni tabletke,
tam so pa čustva, bolečina, mogoče toliko močna bolečina, da bi človek, drugače ne morem reči, tulil kot žival, ker enostavno mora iti to ven. In ja, no zdaj pa. Druga stvar pa je, vsa ta čustva nam pa povzročajo seveda kronični stres. In kronični stres je pa tisti, ki je povzročil tej gospe vse te težave. Ker vemo, da stresni hormon porablja ves B-vitamin, ves C-vitamin, porablja vse antioksidante, vpliva na to, da se probiotične bakterije ne morejo razmnoževati, v bistvu je celo telo zakrčeno. Zdaj, če si predstavljamo, kako naše telo doživlja stres. Če si predstavljate, ne vem, srednjeveško mesto, lahko si predstavljate recimo mesto Korčolo ali pa mogoče Dubrovnik z obzidjem in vemo, da ta celica, ta mestna celica, ko je bil mir, so bila mestna vrata odprta, trgovalo se je, ljudje so prihajali notri, ven, tržnica je delala, obrtniki so izdelovali in tako naprej. In tako dejansko lahko si predstavljamo našo celico. Takrat, ko je mir, vse poteka dobro, delajo mitohondriji, ki proizvajajo energijo, delajo celično jedro, kjer je DNK, kjer se razmnožujejo nove informacije. Se pravi, vse poteka tako, kot morajo, vse osnovni procesi delujejo in dejansko vsaka celica zase je živ organizem. Ampak, ko smo pa v stresu, pa naše telo občuti, da so te naše celice napadene, tako kot recimo to srednjeveško mesto, dvignejo se mestna vrata, vsa okna se pokrijejo, vsi grejo na položaje in branijo mesto. No in to se dogaja v naših celicah, ko smo v stresu, kakšna obnova, kakšni obrtniki, kakšno popravilo, ni važno, zdaj branimo celico. In vsaka celica zase je svoj okop. In takrat ni popravila, takrat ni obnove. Zdaj pa kako spraviti ta mir ali pa prepričati naše celice, ne, mir je, v redu je, nismo v smrtni nevarnosti, tega pa naše celice ne morejo vedeti. No, seveda, ko gremo na morje, ko se naša koža obsije s sončno svetlobo, preko kože pride v podpalubje, se pravi do celic informacija, toplo je, v redu je, več miru je. Ko poslušamo zvoke narave, ravno tako preko ušes pridejo sporočila vsako celico, lepi zvoki so, vse je v redu, umirite se. Ampak, če pa tega ne naredimo, pa naše celice ne morejo vedeti, da je v bistvu zunaj mir. No, zato mi moramo poskrbeti, da pod prvo začnemo sebe umirjati. In zato je tako pomembna ta zdravilna molitev dekodiranja, da poiščemo vir našega kroničnega stresa. Pogosto ljudje ne znajo najti, kaj je tista vir kroničnega stresa. Pogosto rečejo, ne vem, moj bivši je tepec, zadnja stranka je rekla, moj nadrejeni je brez jajc, kaj naj se zdaj kaj zmenim, zdaj tam dajte piti, če vam to gre na živce, ampak v glavnem, ja, to je pogovorni jezik med ljudmi, ko te nekaj jezikov nekdo ne naredi ta svoje. Ampak druga zadeva pa je, da vsak izmed nas si izbere točno ta prave lekcije v svojem življenju in da potrebuje točno tak kolektiv, da potrebuje točno tako družino, da lahko predela določene lekcije. Se pravi, noben tepec v našem življenju ni za brez veze, ker ga potrebujemo za naš duhovni razvoj. In je to v redu. In mogoče rečete, pa to ni pravično, naj on dela, ali ta na drugi strani duhovne korake, da jaz lažje živim. Ja, glejte, to so dušni dogovori, vsak je odgovoren za sebe, za svojo rast, za svoj napredek, in mi drugega ne moremo spremeniti kot zgolj sebe. No, zdaj pa pojdimo naprej. Se pravi, prva stvar je to, da se odkodira. Naslednja stvar bo pa treba tehnično zdaj majčkeno podpreti to opustošeno celico, ker če se predstavljamo, da je vojno stanje in po vojni so te celice popolnoma, te mestne utrdbe popolnoma podhranjene.
nihče ni odvažal smeti, nihče ni prinašal sveže vode, nihče ni poskrbel za svežo hrano in tukaj je zdaj potrebno, ja, prehranska dopolnila. Kaj bi jaz vzela na mesto te gospe, se pravi, ko se je cel sistem porušil? Prvo stvar bi vzela probiotike, da okrepim delovanje črevesja, se pravi imunskega sistema tudi, ki je tik pod sluznico črevesja, in ker nima slepiča, dejansko bi probiotik bila moja stalnica, vsak dan eno tabletko, zaradi tega, da pač nadomestim primanjkljaj. Rečemo tako, v vojni je slepič umrl, ni ga več. Se pravi, zdaj na mesto tega slepiča jaz moram nekaj narediti, nekdo mora opravljati to nalogo, se pravi, pomagam si s probiotikom. Naslednja zadeva ima pa zelo nizek pritisk, se pravi pomanjkanje B-vitamina. Zelo nizko stanje železa, spet pomanjkanje B-vitamina, tudi železa. Jaz bi sicer tukaj vzela formulo 4, zato ker ima noter B-vitamin, ima železo, ampak eno stvar, nima pa kalija noter, tako da bi vzela za hitro okrevanje, da bo pač čim hitreje prišla k sebi, bi vzela še šejk. No Life Shake je tisti, ki ima noter in kalij, kalcij, magnezij, dejansko ima čisto vse, kar potrebuje naše telo, nima pa dobrih maščob. Dobre maščobe se pa nahajajo v formuli 4. In še eno stvar bi vzela, glede na to, da je ona že tumor pridelala, jaz bi vzela C-karotenoid. Karotenoid kompleks je koncentrat korenja, paprike, paradižnika, jagodičja in karotenoid kompleks, zdaj raziskave, ki so jih delali na prostovoljkah, na medicinskih sestrah v Ameriki, to je delalo raziskavo ameriško ministrstvo za kmetijstvo, v glavnem medicinske sestre so prostovoljno najprej 3 tedne jedle normalno hrano z veliko sadja in zelenjave, in so merili njihovo vrednost, se pravi, kako odreagira imunski sistem, kako se obnašajo celice požiralke, T celice v krvi in kako v bistvu se oksidacija poteka. No, potem so jim pa za 3 tedne ukinili vse sadje in zelenjave. Zelenjavo, se pravi, so iz njihove prehrane izključili dejansko vse antioksidante. No in tukaj pri antioksidantih mi pa zdaj ena gospa napisala, ja, pa C-vitamin je antioksidant, pa jaz imam v telesu oksidante, pa se pa ne znajo zmeniti skupaj. Tukaj pri antioksidantih, to je pa zdaj pomembna informacija, je nujno potrebno, kaj so sploh antioksidanti. Se pravi, prosti radikali, če si predstavljate, da prosti radikal je snov, ki dela škodo in se zaletava v celično membrano, če si predstavljate, da je to celična membrana in dela poškodbe na celični membrani, dela vdore. Dejansko je tako kot, veste, tisti avtomobilčki, ko se na elektriko, tisti tam mečkani, ko se otroci vozijo, ko se kar zaletavajo v nekoga, in nikamor ne prideš, ki kar naprej nekdo se zabija vate. No, to so prosti radikali. In prosti radikali, da se umirijo, potrebujejo antioksidante in to je C-vitamin, E-vitamin ali karotenoid kompleks, ki je močnejši od C-vitamina in od E-vitamina. In zdaj, če se vrnem na zgodbo teh prostovoljk, medicinskih sester, v glavnem 3 tedne so bile potem brez sadja in zelenjave in je njihov imunski sistem drastično padel in potem so jim 3 tedne dodajali po 3 kapsule karotenoida in se je vrednost njihovega imunskega sistema vrnila na začetno raven in okrepila še za dodatnih 37%, za 44% se je zmanjšala oksidacija na celični ravni in za 20% so se dvigalne v krvi celice T, se pravi T celice, ki so celice požiralke, ki požirajo vse, kar je teh škodljivih snovi. To si najlažje predstavljate na ta način, kako delujejo celice požiralke. A se spomnite na tisto igrico Tetrisa, veste, tista muska grozna, ki ti gre skozi možgane in tisti, ki požirajo in vse požre tam noter. V glavnem na ta način so te celice požiralke, ki dejansko
počistijo vse tisto, kar ne gre, kar dela škodo v našem telesu. Tako da zdaj, če ponovim. Kaj narediti takrat, ko se sesujemo, ko enostavno ne zmoremo? Se pravi, dekodirati celično žalost, podpreti telo z vitamini in ta tretja zadeva, to pa vsekakor priporočam, dnevno filati svoje telo s pozitivno energijo. No in ta gospa je pa že naročila karte prehoda v novo dobo in da zdaj vidim sporočilo za vse vas, svetle duše, ki se učite ljubezni do sebe, pa izražanja, pa postavljati meje ljudem, ki jih prekoračijo, oziroma sploh zaznavati meje, ker vidim, da mnogi imate težave s tem, da sploh ne zaznavate, kdaj nekdo sploh prekorači mejo. A veste, če nimaš meje, ne? No, da vidimo. Prvo sporočilo je spet zaključek poti. Zaključujejo se neke poti v vašem življenju, bodite hvaležni za to in spustite, pojdite naprej, skočite v vodo, več pijte, ampak dovolite, da odide, naj voda splakne. Naj odplakne, naj gre, zmečite kakšno stvar v vodo, dajte kakšno stvar napisati, pa vršite v vodo, pejte k vodi, pa zmečite kamenje tja v vodo, vse tisto bolečino, ki jo bi mogoče zmetali nekomu v glavo, pejte pa jo zmečite tja, namesto da to nosite v sebi. In naslednja stvar, nova pot. Dovoljujte, da končni rezultat preseže vsa vaša pričakovanja, nahajate se na pravi poti, zaupajte sporočilom vaše duše, ki vas vodi naprej, točno na ta pravem kanalu ste, točno prave informacije poslušate, vidite, vam pridejo na pot. In upajte si narediti korak v neznano, upaj si premagati svoj največji strah, zaupaj, da te stvarstvo podpira, si na preizkušnji. Ali zmoreš izpustiti vse staro in se podati v neznano? Ali zmoreš predati vse, na kar si navezana? Zavedaj se, da si varna tukaj in zdaj. Zate je vedno poskrbljeno, ker tebe podpira vse stvarstvo in tebe ljubi vse stvarstvo. No, bomo še tole prebrala. Voda, 52 sporočila. Vsi strupi na telesni, čustveni in duševni ravni očistite se z močjo in pretočnostjo vode. Ne potrebujem vas več. Moje telo je svetišče in zato se polni z vibracijo ljubezni in nežnosti. In ja, bodite do sebe majčkeno bolj nežni. Čas je, da postavim sebe na prvo mesto. Ja, čas je. Tega vas nihče ni učil, kako sebe postaviti na prvo mesto, ampak je čas. Ker če se ne boste sami postavili na prvo mesto, kdo neki vas bo? Dajmo še ošutove karte. No, za vse tele svetle dušce, ki delajo korake naprej, ki se učijo ljubezni do sebe. Kaj je ta trenutek najbolj pomembno, ko se jim zaključujejo neke poti in jih mogoče že tudi bolezen porine čez rob, da se spomnijo, da bo treba res nekaj narediti. Glejte to. V svojem življenju imate ljudi, ki igrajo politiko. Imajo dvoličen obraz. Do vas so, joj, kako sem vesela, da te vidim. Prepoznajte jih. Ni nujno, da so ženske, lahko so moški. Te ljudje, ki igrajo politiko okrog vas, začnite prepoznavati. In kaj jaz delam? Jaz večer, ko grem spat, tudi za vse zadeve na ta način delam, prosim, enostavno prosim vodnike, mojo višjo dušo, naj mi da jasen odgovor glede določene osebe, kaj imam za narediti, glede določenega projekta, kaj imam za narediti. Enostavno pošljem vprašanje in zjutraj, ko se prebujam, ponovim vprašanje in dobim odgovor. In včasih tudi potem z mišičnim testom preverim, a pa bil se ne vem, mogoče šla v neko sodelovanje, in če je jasen odgovor, pač ne, ni, veste, vsi hitro pademo na štemplje, na titule, na vse živo, ampak po drugi strani, mogoče pa čas, da se zbudimo, no, in čas je, da začnemo ustvarjati svoje življenje in slediti svoji ustvarjalnosti in začeti slikati to, kar mi želimo. In glejte, čas je za osvoboditev in razumevanje. A vidite?
Kletka je odprta. Kletka je odprta, osvobodite se. Verjemite mi, tako kot sem že zadnjič govorila v enem videu, svobodna ptica je tista, ki lepo poje. In tudi poznamo razne zgodbe, ko je nek cesar hotel imeti slavčka, ki je pel in je potem nehal peti in v glavnem ga je hotel zase imeti. Mogoče se vi počutite tudi tako v svojem življenju, da ste ujeti v neko kletko, kjer imate mogoče vse, ampak ne morete več peti. In verjemite mi, tako kot ptica je rojena za svobodo, tako ste tudi vi rojeni za svobodo. Dejansko ste. Verjamemo to, da smo prišli v to življenje opremljeni za preživetje. Ja, vsi se učimo, vsi se šolamo, vsi se učimo prepoznavati svojo božansko moč, ker smo Božji otroci, se pravi, imamo v sebi božansko moč in začnimo kreirati boljši svet. In zato najprej, dajmo počistiti polje svoje negativnosti, pa svoj strah, zato ker, ja, vsi si želimo boljši svet, pa lepši svet, ampak dokler je vsak za sebe poln strahu, pa žalosti, pa razočaranja, le točno to pol ustvarjamo, ker ustvarjamo iz tega svojega polja, kar vibriramo. No, zato odgovor za to gospo, kar nekaj dela jo čaka, majčkeno podpreti telo, pa nekaj pozitivne energije, pa bo zmagala. Tako da, v glavnem, če se vam dogaja na ta način, poskrbite za sebe in dovolite, da vam stvarstvo pomaga pri tem. Uživajte.